Z nastankom nove države so se okoliščine zelo spremenile. Izdanih je bilo namreč veliko predpisov, ki so določeni vrsto in smer izobrazbe in to, seveda tem trendom smo sledili tudi mi, tako da smo imeli ogromno srednješolskih programov ali pa pridobivanje višje in visokošolske izobrazbe pa prekvalifikacij. In enako je to odpiranje navzven te naše države prineslo do povečanega povpraševanja po učenju tujih jezikov. Ja, pri poučevanju smo pravzaprav bistvenih razlik ni, ampak če bi že iskali razlike, bi lahko rekli, da je bilo veliko pomanjkanje učbenikov, kvalitetnih učbenikov in pa sodobnih didaktičnih gradiv. Tudi informacij ni bilo moč najti kjerkoli tako kot danes, pa vendarle kvaliteten učitelj danes in prej. To je stalnica. Primerjave je zelo težko potegniti, posebej zato, ker je Ljudska univerza vedno izvajala pestro paleto programov, od osnovne šole pa do višjih šol, programov za pridobitev izobrazbe in tako naprej. In seveda vsaka skupina, vsaka populacija se je razlikovala od druge. Vsem udeležencem pa je bilo skupno to, da so želeli napredovati v svojem osebnem in poklicnem razvoju in da so bili motivirani. No, sama sem celo svojo delovno kariero preživela na Ljudski univerzi Koper. Skoraj ves čas smo bili tržno usmerjeni in zato se je bilo potrebno obdati z ustvarjalnimi, inovativnimi in v prihodnost usmerjenimi ljudmi in učitelji. In točno take sredini sem živela in zato mi nikoli ni žal, da sem se odločila za ta poklic.